Zdaj pa bi jaz povabila naslednjega gosta in sicer docent dr. Nenad Čuš-Babič. Vabeni, da stopite zdaj najbližje plan. Naj povem, Nenad Čuš-Babič je raziskovalec in učitelj na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi študiral računalništvo in psihologijo. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja z vprašanji, ki se dotikajo človeka v stiku z informacijskimi tehnologijami na različnih področjih življenja in dela, razširjanje tehnoloških inovacij v delovne procese ter uporabe IT v izobraževanju. Na Univerzi v Mariboru je dejaven na katedri za gradbeno in prometno informatiko in sicer na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer poučuje predmete povezane z informacijskimi tehnologijami. Kot zunanji sodelavec raziskovalno deluje na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete ter se na inštitutu GITA dodatno izobražuje na področju geštaltistične psihoterapije. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Beseda je vaša. Jaz bom kar ostal sedeti. Se bom za to. Ta prejšnja tema, moram reči, da mi še kar odzvanja, ker dosti rad na to temo tudi sam kaj povem, mogoče z malo kakega drugega vidika, tako da sem kar malo še vznemirjen v to smer. Ampak bom poskušal vseeno zdaj se preusmeriti na tole, kar sem pa se jaz zamislil za danes. In sicer naslov mojega prispevka je identiteta v dekontekstualiziranem svetu virtualnih tehnologij. Skozi ta prispevek bi želel odpreti v bistvu en vidik, neko lastnost teh omrežij bi rad izpostavil, ki mislim, da je precej pomembna za razumevanje nekih procesov in našega doživljanja teh tehnologij in sploh tudi sebe in sveta okrog nas. In sicer, zakaj zdaj dekontekstualizacija? Kontekst je namreč zelo pomemben pri oblikovanju pomena. Karkoli želimo razumeti pomen nečesa, zato potrebujemo kontekst. Če bi zdaj jaz, recimo tole, kaj danes govorim, tukaj povedal na vaši poroki, bi to bilo čist bizarno in bi imelo čist nek drug pomen. Upam, da danes ne bo to bizarno in bo imelo nek smisel. Torej, pomena samega po sebi ni, ampak je vedno tisti kontekst to določa. Zato se mi zdi kontekstualizacija zelo pomembna tudi v relaciji do recimo identitete, če gledam z nekega osebnega vidika vsakega posameznika. In po drugi strani je pa identiteta zelo širok pojem, o katerem lahko razmišljamo na zelo različne načine. In v kontekstu recimo teh socialnih omrežij hitro vidimo, da je veliko stvari, zapisov v socialnih omrežjih, ima kar nek vpliv na to, kako mi doživljamo sami sebe in tudi kako nas doživljajo drugi. Ker se ti naši zapisi, se pravi nekaj, kar mi sami produciramo ali pa v obdobju današnjem vse prisotnega računalništva se tudi podatke o nas zbirajo, da je tudi nezavedno, se puščamo te sledi v virtualnem prostoru. Vsi ti naši zapisi se nekako znajdejo skupaj z zapisi drugih ljudi in smo že nekako v enem kontekstu socialnem, ki lahko potem poda pomen temu, kaj mi počnemo. In recimo, če pogledamo enega mladostnika ali pa, ne vem, tudi odraslega ali pa kogarkoli, ki je nekaj zapisal v omrežju, recimo en tweet, na primer, potem lahko vidite, da vsak bralec, vsak uporabnik Twitterja bo ta zapis videl v nekem drugačnem kontekstu, zato ker sledi nekim drugim osebam in bo torej eno sporočilo bo umeščeno v množico nekih drugih sporočil, ki potem bralca vodijo v njegovem razmišljanju in oblikovanju pomena tega, kar zdaj prebira.
In s tem pa tudi govori nekaj oziroma na nek način opredeljuje identiteto tistega, ki je ta tweet napisal. In ga zdaj lahko vidimo v neki pozitivni ali pa negativni luči. S tem, da je zdaj ta originalni avtor tistega zapisa, v bistvu ima na to zelo malo vpliva. No, to je zdaj recimo en tak primer, iz katerega bi pa zdaj rad šel še korak naprej in bi se vprašal, kaj pa je zdaj v omrežju takšnega, da se to sploh dogaja. In o tem v bistvu želim dati največji poudarek. Dve stvari vidim kot ključni lastnosti omrežnih tehnologij, ki imajo velik vpliv na oblikovanje teh pomenov, in sicer to, da so v omrežnih tehnologijah vsi zapisi med sabo nepovezani. Ne tvorijo neke sekvence, nekega začetka in konca. Ne morete povedati koherentne zgodbe. Zato, ker vse, kar podajate, so neki posamični zapisi, ki med sabo niso povezani in vsi imajo na nek način enako težo. In to je zdaj ena lastnost omrežij. In zdaj druga lastnost omrežij pa je, da do vseh podatkov, ki so tam nekje zbrani, vi ne morete dostopiti drugače kot skozi neke aplikacije oziroma skozi algoritme. Enostavno, če vzamete knjigo, tisto, kar je tam zapisano, ali pa na list, nekaj je zapisano, vi lahko dostopate do tega pač tako, da fizično vzamete, preberete, mogoče rabite očala, če slabo vidite, ampak vsekakor do teh zapisa lahko dostopite. V informacijskem omrežju pa vedno morate dostopiti do podatkov preko aplikacij, kar pomeni, da algoritem je pa nekaj aktivnega, in tisti algoritem potem doprinaša k temu, kako boste vi te informacije lahko prebrali, kako jih boste lahko doživeli. In recimo, če samo zelo na kratko 3 poglede podam. Eno je ta že iz tega osnovnega primera, ko sem ga dal. Algoritem vam razporeja, kako bodo zapisi do vas prišli, v kakšnem vrstnem redu, v kakšnem kontekstu z drugimi zapisi drugih uporabnikov, ne vem, na vašem Facebook timelineu ali pa na Twitterju ali pa na Instagramu, kjerkoli. Potem drugi vidik je, da algoritmi ne samo, da obstoječe informacije kar prikazujejo, ampak tudi izpeljujejo nekaj novega. O vas je izbranih nekaj informacij in so zapisane, veliko informacij in so zapisane v teh podatkovnih bazah, in zdaj algoritem zna iz teh informacij izpeljati, prepoznati neke vaše lastnosti, ki jih vi morda ne bi želeli niti razkriti. Ali pa, ne vem, vam je vseeno, ali kakorkoli, ampak te informacije, mislim, te novi sklepi se lahko danes generirajo. In tretja pomembna stvar v smislu, zdaj v relaciji do te naše identitete, s katero sem začel, je pa tudi to, da mi ne vemo, kakšni bodo pa algoritmi jutri. Torej, tudi če se od danes od vas popolnoma prenehajo zbirati podatki, če uporabljamo samo podatke, ki že so, se z današnjim algoritmom o vas lahko poveže marsikaj, in čez 5 let pa se bo iz teh istih podatkov, če nič več ne date zraven, se bo pa zelo verjetno dalo povedati še marsikaj več. In to vse so neke lastnosti, ki zelo vplivajo na to, kako jaz doživljam sebe, ko k svojemu, ne vem, temu fizičnemu svetu dodam zraven še to dimenzijo virtualnega. Jaz vidim namreč to, da to zdaj ni nek nov svet, ki je čisto ločen od vsega. Mi smo še vedno ljudje, ki živimo svoja življenja, in je to še neka nova dimenzija, ki nam daje neke nove možnosti. Hkrati pa nas na nek način tudi, kot vidimo zdaj, lahko tudi na nek način utesnjuje, omejuje. In
In ja, to je zdaj pač ta nov kontekst, ne, ki potem vpliva na moje doživljanje sebe in tudi na vaše doživljanje mene, ko te informacije o meni recimo nekje vidite in spremljate. In zdaj se seveda postavlja vprašanje, ne, če namesto vprašanja, kaj je to algoritem, rečem, kdo je algoritem. Ne. Se danes zavedamo, da je to najverjetneje teh 5 največjih korporacij, ki upravljajo z podatki in imajo pač neke svoje agende, ne, na katere zdaj mi neposredno ne moremo vplivati. Ne. Zato se mi zdi dosti bolj zanimivo to vprašanje, na kaj pa mi lahko vplivamo, ne, oziroma ali sploh lahko vplivamo aktivno na to svojo življenjsko zgodbo, na prikaz svoje identitete tudi v omrežjih in ali smo pa zdaj tukaj čisto prepuščeni in temu moči nekoga drugega in več ne moremo nič narediti. Ne. Jaz osebno verjamem, da neko moč vseeno imamo in da je v tem trenutku po moje treba razmišljati in tudi sicer je bolje razmišljati tako, da eno so možnosti, eno so pa tisto, kar pač moram, ne, kar je prisila. In če jemljemo, ne, da mi moramo te omrežja uporabljati, mi moramo zato, ker ne, tale fear of missing out recimo je ena taka stvar, ne, zakaj jaz to moram vse vedeti, zato, ker drugi pač pričakujejo, da sem o vsem informiran. Ne. Če sem obremenjen z tem delom, ne, potem se mi pojavi fear of missing out. Ne. Če pa jemljem omrežje kot možnost, ne, se pravi, da če moj sin študira v tujini in ga lahko dosežem, vsaki dan smo lahko v komunikaciji, če želiva, je pa to tisti pozitivni del. Ne. In tukaj se mi zdi pomembno iskanje nekega ravnotežja. Jaz vas vabim spet, imam še čas za par vprašanj. Kaj je tisto, kar na vas najbolj trenutno žge, da bi zastavili na glas? Imamo kakšno vprašanje, komentar, misel? Mogoče, pomembno se mi zdi to glede konteksta, pa kontekst si tudi ti sam, torej, ko bereš neko zadevo, ne, zelo odvisno od tvojega predznanja, od tvoje zgodovine, od tvoje kulture, kako boš razumel tisto, kar je zapisano. Dejansko je tako, da isti stavek 1000 ljudi razume na 1000 ljudi. Pravzaprav sploh ne obstaja stavek, ne, ki bi ga vsi ljudje razumeli na način. In to je zelo pomembno, ne, ta problem komunikacije in razumevanja med ljudmi. V preteklosti pač te komunikacije ni bila toliko intenzivna, ne, in je bilo problemov manj, čeprav so bili prisotni, ne, zdaj se pa ta problem komunikacije toliko spotenciral, ne, da je to nerazumevanje, ne, in to napačno razumevanje tako vsakodnevno, vsako minuto se dogaja. Ja, tako, ne, in tu je zdaj pač ta nova dimenzija prisotna, ne, ki nam še dodatno zmedo lahko vnaša. Komunikacijski izziv. Je to vprašala kolektivna zavest. Vsi vemo, da nekje obstaja. Kako tukaj se ta zadeva nekje lahko interpretira? Ja, zdaj, vi ste rekli, ne, vsi vemo, da nekje obstaja, ne, ampak nihče je še ni videl. Ne. Meni se zdi pomembno, da vsak začne pri sebi, ne, da izhajaš iz tega, kako jaz to počnem. Ne, in s tem, jaz gledam na svet z te neke eksistencialistične pozicije. Torej, jaz se odločam in s tem, ko sem se jaz odločil, sem se odločil tudi za kolektiv, za vse. Ne. In iz tega izhaja potem tudi moja morala, recimo. Ne? In tako tudi verjamem, da vsak drugi, ne? In se nekako to potem združi. Ne? Zdaj pa bi lahko rekli, ne, da se pa zdaj to vse skupaj se pa potem zdaj nekje v omrežjih mogoče
privre na dan, ne, in da lahko to nekako vidimo, kaj jaz vem, ampak mislim, da tu potem že gremo v nekaj tako abstraktno razmišljanje, ki nima po moje neke praktične vrednosti, no, za uravnavanje vsakokratnega dejanja. Veliko krat se da kakšne take, da se ljudje za kakšne besede tam kregajo, sem zato, da bistvenih stvari ne vidijo. To so taki mašila, pa da grejo ljudje stran, da gre čreda stran, da se dejansko velikrat zgodi, da pomembnih stvari se pa ne morejo pogovarjati, ker nimajo časa za to. Enostavno ne vidijo več tega, ker so preobremenjeni z besednimi vojnami. Recimo. Hvala lepa za vprašanje, za komentarje. Bomo malo se poglobili tudi debato, lahko še